Fenomen zavezništva zelenih levičarjev z islamisti bo še leta predmet študij kot primer manipulacije, v kateri so islamisti uspeli prepričati te koristne idiote, da so jih izvolili. Ampak to se trenutno na spletu izkazuje za tako smešno s tem videom, ki postaja izjemno viralen in iskreno zdi se mi precej zabavno. Poglejmo si ga za trenutek. Razglašam, da je Eden Hills izvoljen za svetnika okrožja Little London in Woodhouse v mestnem svetu Leedsa. V redu, torej ta oseba je transspolna. Ona je transspolna in pravkar je bila izvoljena v Združenem kraljestvu v ta svet. Hvala ljudem, ki živijo v Woodhouseu in naredila bom vse, kar je v moji moči, da bom delala za vas. Hvala vsem prostovoljcem, ki so pomagali v tej kampanji. Posebej hvala Dominiku, Vesem. Prav. Tukaj, hvala Dominik, ki je v mojih očeh angel, ki bo zavedno organiziral levico. Neverjeten si. Hvala vsem ljudem na volišču, osebju za štetje in policiji. Ste že opazili? Ste opazili težavo pri tem? Video. Policis. Brez njega danes tega ne bi bilo. Upanje je tukaj. Hvala. Zeleni so pokazali, da lahko zmagamo v krajih, ki so bili vedno trdnjave drugih strank, ker si ljudje želijo drugačne politike. In želijo si svetnike, ki bojo celo leto delali za ljudi, ki so v težavah, da bi izboljšali stvari in morda tudi kaj spremenili. Tako da ona govori o zelenih, kar je leva stranka v Združenem kraljestvu. Ampak za tiste, ki ne razumete prav, tik ob njej stoji. Ljudje, ki živijo v Woodhouseu in jaz bom. Zdaj, ne poslušajte ničesar, kar ona govori. Samo opazujte njegov obraz. Aha. Poglejte ga, ali izgleda, kot da slavi njeno zmago, ali izgleda posebej srečen glede vsega, kar se dogaja. To je moški, ki je to žensko dal izvoliti, ker potrebuje njeno neumnost, da lahko uresniči svojo islamistično agendo. Samo poglejte njegov obraz, medtem ko ona govori. Popolnoma brezizrazen, popolnoma nezainteresiran, ve in verjame, da je to moralno narobe. Najbolj lažen nasmeh, kar ste kdaj videli v videu. In vse to postaje viralno, ker ljudje popolnoma ponorevajo. Ne samo zaradi neumnosti vsega, kar se dogaja, ampak tudi zaradi tega, kako očitno in prozorno je, da ta tip dobesedno samo izkorišča te koristne idiote, da bi zmagal. Zdaj moramo o tem zavezništvu govoriti bolj poglobljeno, ker mislim, da je to nekaj, kar veliko ljudi zmede in je res pomembno, da to razčlenimo in razumemo. Ampak najprej, dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Meira K., vaša voditeljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino in všečkati ta video. Hvala, ker ste z nami. Ustvarjamo gibanje za odpor. Če se vam to zdi prav, potem dobrodošli. Našli ste svoje ljudi. Želim si, da bi lahko rekla, da je to bila enkratna stvar. A žal, po vsem Združenem kraljestvu islamisti podpirajo stranko zelenih prav iz tega razloga, ker vedo, da so ti zeleni tako neumni. Zeleni je izraz za levičarje v Združenem kraljestvu ali kakorkoli že. Je politična stranka, a v bistvu so kot levičarji v Ameriki. Zeleni so dovolj neumni, da dejansko mislijo, da bi morali podpirati islamistični načrt in program priseljevanja in ne bodo naredili ničesar proti tem ljudem. In jih lahko uporabijo za ustvarjanje škodljivih politik, ter jim zagotovijo dovolj glasov, da jih pripeljejo na oblast. Ker se tako bojijo konzervativcev, ki jasno vidijo vse, kar se dogaja. Ampak jaz nimam nobenega. Res nimam ničesar za povedati, razen sram naj bo to državo, sram naj bo zahodne vlade, ki so to dovolile, sram naj bo Zahod, sram naj bo Zahod. V bistvu so se povezali zaradi svojega sovraštva do Zahoda, kar je samo po sebi neumno. Ampak resnica je, da so islamisti preprosto takšni. Katera stranka je najbolj škodljiva za to državo? Pridružimo se jim. In dovolili nam bodo, da še naprej počnemo, kar moramo, da prevzamemo oblast. Sram naj vas bo! Sram naj vas bo! Sram naj vas bo! Sram naj vas bo! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Tukaj imate zelene s celo skupino teh, kakorkoli že, pro-palestinskih norcev. Poglejte to. Ne morem preboleti te slike. Tako smešno se mi zdi. Mislim, da je popolnoma smešno. Zdaj si oglejmo še en primer dogajanja, nato pa bomo to razložili. Medtem ko sem delil letake, so me v bistvu nadlegovali. Ogabni, nestrpni, neodvisni kandidati. Grozili so mi, da me bodo pretepli. V redu, ta tip je kandidat zelene stranke, prav? Iz mošeje po petkovi molitvi, ko sem delil letake.
In grozili so mu ljudje iz mošeje. In glavna stvar, ki so jo govorili, stvar, ki so jo ves čas ponavljali, je bila: vi ste gejevska stranka, podpirate LGBT. Amir Khan mi je neposredno rekel: vi podpirate LGBT, to je ogabno. Na njihovih letakih so bile slike ustvarjene z umetno inteligenco in pisalo je: razmišljate o glasovanju za zelene, premislite še enkrat. Zdaj, Samo nekaj malega bi rada dodala. Nažalost, to ni samo britanski problem. To se dogaja tudi v Ameriki, kjer so demokrati postali najboljši prijatelji z islamisti. To je Mamdani, to je AOC za tiste, ki je ne poznate. Tukaj nosi hijab in je dejansko ena izmed tistih, ki jih resno obravnavajo kot možno kandidatko za predsednico ZDA pri demokratih. V redu. To je po podatkih Kalshi, ki je največja borza za napovedi v ZDA in sponzor tega videa. Zato si prenesite aplikacijo Kalshi in uporabite kodo MIURA, da dobite dolarje, ko trgujete z $10. Kalshi se piše KLSHI. Stavite svoj denar tam, kjer je vaša napoved. In to je tisto, kar ljudje napovedujejo v Združenih državah. Da, napovedujejo Gavina Newsoma. Ampak dejstvo, da je AOC, ki se tukaj dobesedno prilizuje islamizmu, prav tukaj, kaj ne? Pravkar smo videli neposredno prilizovanje temu. To je pojav, ki se dogaja povsod. To je čudno. Čudno združevanje levice in islamistov, ki te ljudi dobesedno uporabljajo samo kot koristne idiote. Iskreno, kar neverjetno je, da ljudje še vedno nasedajo temu. Ampak vrnimo se k temu videu in prisluhnimo, kaj ima povedati ta moški, ki je predstavnik zelene stranke. Spomnite se, zelena stranka je uporabila islamiste za volivce. prve stvari so povezane z LGBT temami. Lahko mi grozijo, lahko rečejo, da me bodo pretepli. Ampak za njihove manjšinske pravice se bom boril enako kot za pravice LGBTQ manjšin. Ker sem skozi branje zgodovine in razumevanje tega videl in se naučil. V trenutku, ko dovoliš vladi ali katerikoli skupini ljudi, da izbirajo, da je ena skupina nenadoma nevarna za družbo in jo lahko naredijo za grešnega kozla, nobena druga manjšinska skupina ni več varna. Mislim, ironija tega je očitna, ker seveda povsod delajo Jude za grešne kozle, levo, desno in na sredini. Ampak neumnost nekoga, ki reče, da so ga napadli zaradi skupine ljudi, ki mu govorijo, da je problematičen, pa v resnici ne razumejo. Jaz bom še naprej borila za te ljudi, še naprej se bom borila za njih. To je patetično in šokantno. In to je nekaj, kar moramo razumeti. Ta človek to razloži. Kaj za vraga se je zgodilo za stranko zelenih? Mislil sem, da so progresivni ateisti in ljudje v volnenih jopičih, ki si sami pletajo jogurt in se zavzemajo za pravice LGBTQ, feminizem in, kar je najpomembneje, za okolje. Ampak to je Mothin Ali, na novo izvoljeni politik stranke zelenih, ki praznuje svojo zmago. To je zmaga za ljudi Gaze! Dvignili bomo glas Gaze! Dvignili bomo glas Palestine! Mislim, rad imam to. Kakšna zabava! Kakšna zabava! Kakšna zabava! Kakšna zabava! Krivite mene, zelena stranka se je malo spremenila. Kakšen čudovit primer sodobnega multikulturnega Britanca. Vpil je Allahu Akbar, za kar sem vedno mislil, da pomeni v arabščini pazi, bom eksplodiral, a očitno pomeni prosim, reciklirajte odgovorno. Vzklika svobodo Palestini in pravi, da je to zmaga za ljudi v Gazi. Čaka ga šok, ko izve, da Burnley sploh ni v Gazi, je v Britaniji. Izvoljen je bil v lokalni svet, ki je odgovoren za stvari, kot je odvoz smeti. Ne za nadzor britanske zunanje politike do Izraela. Maha z zastavo druge države, palestinsko zastavo. Čeprav v njegovo obrambo, v Britaniji ti ni več dovoljeno mahati z britansko zastavo, sicer te označijo za rasista in te policisti pretepejo. Ampak ni nobene možnosti, da bi gospoda Alija obtožili rasizma, čeprav obstaja določena rasa ljudi, do katere očitno ni preveč naklonjen. Če želite namig, kateri ogljik želi zelena stranka zdaj zmanjšati, je bil del spletne množice, ki je pošiljala plaz žalitev lokalnemu rabinu, ki je služil v izraelski vojski. Gospod Ali je obtožil rabina, da se je pridružil IDF, da bi ubijal ženske in otroke, ter ga imenoval za neko vrsto živali. Rabinova družina je morala zaradi grože njihovim življenjem pod policijsko zaščito. In 7. oktobra na dan, ko je Hamas poklal civiliste v Izraelu, je objavil video, v katerem je upravičeval pokol. Vsaka posamezna oseba, vsak posamezen narod ima pravico, da se upre. Vsak narod ima pravico živeti brez okupatorjev. Videli boste, da zahodni mediji podpirajo Izrael. Vidite zahodne propagandiste v medijih, ki predstavljajo nekakšno pripoved o tem, da so žrtve. Niso žrtve. So okupatorji, so kolonialisti, so evropski kolonialisti. To je ena zadnjih evropskih kolonij na svetu. Spet,
Ironija tega je preprosto neverjetna. Imate tega človeka, ki je prej za isto stranko rekel, da ko napadeš eno manjšinsko skupino, potem imaš problem. In potem ga tukaj imate, kako pravi, pojdimo nad eno manjšinsko skupino. Ne pozabite, Izrael je kolonialni naseljenski okupator. Dobesedno, zakaj gre tukaj za Izrael? Kaj? Koga briga? To nima nobene zveze z Izraelom. Gre za odvoz smeti v vaši občini. To je res neverjetno. Oni so tisti, ki so obsedeni s temi drugimi državami. Obsedeni. O moj bog. Poskušajo izbrisati zgodovino in poskušajo izbrisati legitimnost o mnenju Gospoda. Alija, on ni rasist, ampak vsak, ki ga vsaj malo vznemiri pogled na izvoljenega britanskega politika, ki kriči Allahu Akbar, pa je. Gospod Alija je rekel, da ni nenavadno, da nekdo moje vere uporabi besede Allahu Akbar kot izraz hvaležnosti in praznovanja. Nekateri so to skušali napačno prikazati in meni to nakazuje na islamofobijo. Tako kot vedno, vedno to naredijo. Vedno to naredijo takoj, ko rečeš kaj proti njim. Islamofobija, islamofobija. Oprostite, niste? Vsi vemo, kaj pomeni Allahu Akbar. Pravi, da je popolnoma normalno za nekoga njegove vere, da zakriči Allahu Akbar, ko je izvoljen. In če ti to ni všeč, si islamofob. Ja, to je popolnoma normalno, vi nestrpneži. Zakaj vas skrbi? Imenuje eno državo, ki jo vodijo islamisti, pa ni čudovit liberalni raj. Si lahko predstavljaš, kakšen bi bil vik in krik, če bi bil desničarski kandidat del množice, ki je judovsko družino pregnala v skrivanje? A vendar je bila levičarski tisk glede tega popolnoma tiho. Do njegovega opravičila je bil edini omemben Motin Ali v Guardianu le hvalospev njemu. Prijazen fant, ki ga zanima vrtnarjenje. Če sem iskren, me ne pomirja ravno dejstvo, da ima tako enostaven dostop do gnojil. In ni edini. Lokalne volitve v Britaniji so bile pravo razodetje, saj je bilo 40 kandidatov izvoljenih na podlagi njihovega stališča do vojne v Gazi, čeprav lokalne oblasti nimajo nobene vloge v mednarodnih zadevah. Še en svetnik iz stranke zelenih, Abdul Malik. Iskreno, to je šokantno. Res je šokantno. Ta zveza je tako patetična in tako malenkostna in tukaj smo zdaj. Tukaj smo, da ti ljudje vedno znova nasedajo tej neumnosti zaradi nekega skupnega sovraštva do teme, o kateri nimajo pojma. Tako, izvolijo kandidate, ki so tam zato, da jih uničijo. Neverjetno, res neverjetno. Mislila bi, da je izraz uporabni idioti dovolj dober, ampak mislim, da je zdaj to že najslabše. Ne morem si izmisliti boljšega izraza. Morda uporabni za ostali, mogoče? Kakorkoli, hvala za vašo pozornost glede te zadeve.